Bliža se konec šolskega leta in to potrjuje tudi današnji dogodek, sprejem odličnjakov devetošolcev osnovnih šol. Ja, vsako leto sprejmem te odličnjake, no pa letos moram povedati, da je moja ugotovitev, da takšno število še nisem videl na tej prireditvi, tako da sem iskreno vsem čestital tako šolarjem kot tudi mentorjem, učiteljem, staršem, kajti 9 let biti odličen je kar naporno. Seveda sem jim pa zaželel tudi, da bojo malo se spočili in izkoristili te počitnice, da si naberijo novo energijo potem za srednješolsko šolanje. In kakšno je spominsko darilo, ki ste ga poklonil, spomin na osnovno šolo? Vedno poklonimo kakšno knjigo, da si potem lažje zapomnijo ta dogodek, pa knjiga mislim, da spada tudi k tem odličnjakom. Kaj je potrebno za odličen uspeh v osnovni šoli? Ja, prizadevanje, predvsem to, no. Tudi majhno učenje je treba imeti. Česa se boš najbolj spominjala v vseh 9 letih v Radovljici? Mojih sošolcev, mojih prijateljev, res je bilo super. In kam te vodi pot naprej? Šla bom na gimnazijo Kranj. In kje boš preživela počitnice? V Grčiji pa na Hrvaškem. Kaj je potrebno za odličen uspeh v 9 razredov v osnovni šoli? Da delaš naloge, pa da se učiš, pa da si priden. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu? Pogovarjanje v šoli. Kaj pa sošolci, učitelji? Ja, to tudi. Kje boš preživela zadnje počitnice? Na morju pa doma. In kam odhajaš sedaj po 9-letki? Na gimnazijo Jesenice. Kaj je potrebno za odličen uspeh vseh 9 let? Jaz bi rekla, da največ volja. Tako, no, jaz sem si zmer želela priti na neko dobro šolo, pa da bom tudi uspešna v življenju, tako da ja, volja. Je bilo potrebno veliko časa presedeti pri knjigah? Pa niti ne toliko, vsaj zame ne, no. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu iz osnovne šole? Ne vem, gotovo prijatelji, ko smo se dobro imeli. Kaj pa v leta ste jo že imeli? Ne, danes jo imamo. In kam te vodi pot naprej, na kakšen študij? Ja, na gimnazijo Jesenice grem. Česa se boš najbolje spominjal v osnovni šoli? Ja, definitivno učiteljev. Smo imeli kar veliko takih izrazitih osebnosti, tako da najbolj bom učitelj ne zapomnil. Kaj je potrebno za odličen uspeh? Ja, predvsem dobra volja, pa trud, pa želja po znanju, pa samo iniciativa, da ti res hočeš nekaj sam doseči. Kam odhajaš naprej na šolanje? Na gimnazijo Vič. Čemu pripisujete, da je tako dobra generacija in toliko odličnih učencev? Dejansko je bilo v tej generaciji zelo veliko število otrok, to sta bila 2 velika oddelka. Poleg tega so pa v bistvu ogromno otrok odličnih športnikov, odličnih glasbenikov in se mi zdi, da so zelo uspešno kombinirali umetnost, šport in šolo. To so otroci, ki so vajeni velikega truda, vajeni so težkega dela in so to tudi dokazali z odličnim uspehom. So otroci brihtni, imajo dovolj energije ali potrebujejo veliko, da se učijo? So tudi taki med njimi? Med njimi so tudi taki, ampak drugače je med njimi zelo veliko inteligentnih otrok, polnih energije, so pa tudi v teh letih, da rabijo mogoče tudi malce več počitka, malce več časa sami zase, kar tudi s pridom izkoriščajo. Tudi vi komaj čakate zaključek šolskega leta, da se odpočijete od dela, od vsega? Vsekakor, počitnice bodo prav prišle.